Pol nisi slišal lisičke, ki je okoli tabora. Ne. Pa se je kdo slišal? Jaz sem jo slišal. Nisem. Ja, sanjal. Ja, To si sanjal. Ne, nisem Kaj pa je sanjal, rekla? presežem. Kaj pa je rekla kaj? Noč ni rekla. Sam slišiš sapco. A daj nehi. Ja, no. Stari, jaz imam rahu spanc, ker sem po šotoru pa itak. Meni je bilo Raho noro. span sem imel jaz, ker sem slišal tebe, kako si drnjohu pa... Ja, ti rahel spancer, Zato ti si je- bil najglasnejši. Zato je tudi ni škorpion k te prišel. Ne? Telefon si dal. Ja, sem res. Na flight mode. Ura bo spet silila. Nisem dal na flight mode, zdaj bom dal na flight mode. Ej, na tale prekrasen večer na zunanjih -7 stopinj Ja. smo rekli, da bi šli nazaj v puščavo. Na... In po dnevu in po noči. Ne, po noči je bilo pa kar malo mrzlo. Ampak še preden začnemo bezlat, smo rekli, da nekako v tem podcastu strnemo vtise z naše nedavne poti oziroma sindikalca. Lahko rečemo, da je bil kar sindikalc. Stop, moram dati na flight mode. Zakaj pa? Daj na Zakaj pa potiham. stop? Zato, ker moram še uro, da se uskladi. A imaš spet novo kapco? Ja, Dej pikico gor mikrofon. Bravo, super. Kje smo ostali? Ja, sicer tudi so bile kar zahteve, da bi ljudje radi slišali, kako se je dogajala tale naša pot, pa enostavno storiji, pa neki kratki videi ne naredijo pravice vsem tem dogodivščinam, ki smo jih tam doživeli, pa je čist prav, da se tako na nek način razgovorimo, kakor so se jaz pa Ciril takrat, ko smo prišla iz Goodwooda, pa so naredili en tak special, ne. Pa smo rekli, da bi tudi danes tole nekako zapakirali v en podcast. Kje začnemo? A začnemo tam, da smo mi v bistvu dobili en klic z Bližnjega vzhoda, strani Andreja, ne? Ja. z Bližnjega vzhoda, ki sploh ni tako blizu. Ja. Ja, v bistvu Ne, niti saj ne. Koliko sva zračunala dni bi hodili, če bi se še spomniš? Ja, 35, 40 dni. Ne, 55 dni, če bi neprekinjeno hodili 24 ur na dan. Iz Ljubljane do Dubaja. Do Dubaja. 6000 km, meni se ta bližnji vzhod ne sliši tako bližnji. Ne? A veš, kaj je hecen? Ker sem tako v tipku, ne, kao, koliko bi bilo peš do Dubaja, ne, pa mi je pa dal tako, kao, neko opozorilo, da je pa nekje v Istanbulu, da so pa neke stopnice za premagati. Ja. A veš? Ja. Kao ono, v redu je 6000 km, ampak pazi, v Istanbulu so pa neke stopnice, malo se boš To zmatral. smo a dali, veš. ko smo bili na Jebel Jaysu. Ja. Se s tem Pa tudi višinska razlika v puščavi ni tako nedolžna. Ne? Sploh, ko s telefonom v roki signal iščeš, ne? Iz ene si pine To na je res. drugo. Lej, pridemo Ja, do tja, da pridemo nam do tja. obezdal. Najprej povemo, Povej. najprej povemo, da Cirila ni, ki je bil z nami. Ja, sem res. Ciril je, se pravi, Ciril je softič, ne? Ja, pa so Eh, temperature zjebale. In te temperaturne razlike mu ne naredijo nič dobrega. Ne? Poročil se je z jetlagom, pa še polnje patogenih organizmov. Ciril je v bistvu most med živo in neživo naravo, dame in gospodje. On je en tak velik virus. Po mojem ni Fršlusa zapel na šatoru, ko smo Ja, spali. Daj, gremo, kako se je to spomnilo. Ja, skratka, no, poklical nas je Andrej, sicer seba to dober prijatelj, to bo še seba malo razložil, malo več o tem in je rekel, le, kaj če bi atmosferci prišli malo na obisk, da vam jaz malo pokažem, kako mi tlele preživljamo Vikende. Vikend fure. Ali gremo v hribe, ali gremo v puščavo, skratka, jaz bi vam rad vse pokazal, pa dobrodošli ste. Ne? Ja. In valjda smo takoj zagrabili trnk, ne? In moram reči, da smo dobili eno super podporo strani Forda, tako da tudi hvala Fordu, da je skočil zraven. In pa ni dolgo trajalo, da smo nabavili karte in smo se spokali dol. Ne? Pa še enkrat ste pokazali pri Fordu, da res znate avto za vse terene narediti. Ne? Tudi to bomo še omenili. Ja. No, skratka, plan je bil tak, da gremo dol, da poberemo neke zanimive avte in da preživimo par dni v Andrejevi družbi. Seveda prijemo dol, Andrej nas dočaka, ne, še preden smo dol prišli, ne, je Andrej poslal en tak PDF orang, kjer nam je naredil vse, plan. Svaka čast. Jaz moram reči, da v bistvu z Andrejem sva se prvič o tem pogovarjala še v Ljubljani.
tebe ni bilo, ti si bil mesi na eni službeni poti, takrat pa sva šla sam s Cirilom na kavo z njim in kaj on predlagal. On je bil tle? On je bil tle. Prvič smo se mi, v sobi smo se dubali z njim. Okay. Ja, takrat, ko je prvič ta ideja prišla. Pa moram reči, da sem je tako mačkan, zdaj bo gledal, pa se bo smejal. Mal z rezervo vzel, a veš, mi smo ipak 20 let se že vozimo z avti in več, ne? In pol ti pač nekdo, ki ga jaz poznam iz moje mladosti, ki sva košarko skupaj igrala, reče, da prid, se bomo z avti vozili, ti mi jaz pokazal, kako se z avtom pelje. Ne? Da te nekaj naučim. Ne, mislim, ne. A veš, ne, in to je... Mal ego ti, mal ti potlač, ne? Mečka. Ampak, lej, ja, ideja je bila dobra, lej, on je pa res, da je on takoj pokazal ena par videov in kaj vidiš te videe, če se spoznaš na vožnjo, potem ugotoviš, da zna biti to zelo triki, ne? Ja. In tako smo se takrat zmenili, da bi mogoče to bila opcija in pol je tako, kot si rekel, mal vmes je bila pač podpora s Fordom, nekako smo najdali neko ves in korist in pa se je to dejansko uresničilo. Ne? Pa Andrej nisem Sevatov prijatelj iz mladosti, ne? Andrej je šofer, veš kašene. Ja. On špero riše kaligrafske sledi po tistih peščenih valovih. Predvsem pa mene je najbolj sezula ena stvar. Jaz razumem, da če nekaj časa tam dol živiš, da se naučiš brati okolje. Ampak, kar se mene tiče, Andrej, ne, on ima, oziroma ti imaš tako izjemen občutek za horizont, kar ga moraš imeti. Zdaj, alpinisti bodo vedeli, ko ti gledaš severno Triglavsko steno iz te perspektive, ki je stena tako pred tabo. Ne vem, kam da še niso bila na Triglavu. Jaz sem bil dvakrat. Boš steno videl sebi, ampak tako si predstavljaj zid pred sabo in vidiš tiste razčlembe, kako se potekajo. Če gledaš tako pred sabo, se zdi navigacija čisto simpel. Ko pa ti stojiš pod njo, pa tako gor pogledaš, se pa to vse zbriše oziroma dobi neke nove podobe. Ja. In kar hočem povedati, tako, ko je zlata generacija slovenskih alpinistov iskala skrite prehode čez severne stene, tako ta model, oziroma tako on bere Saharov. Saharov. Ne, ni Saharov. Empty quarter, sorry. Je pa v drugo smer, še 55 dni hoje. Zašel si, Jure, kako si se zgubil? Hotel sem reči, taka razsežnost peska ti avtomatsko Saharov stopi v glavo. Ne? Pa tudi jaz mislim, da Sahara bi bilo za Andreja tako. Počakaj ti z Andrejem pa spuščavo, da mi povemo, kaj je bil plan. Ja. Plan je bil, da mi prijemo v Dubaj, sicer Dubaj je samo bil kot neko izhodišče za začetek naše poti in smo rekli, da bi šli prvi dan najprej pogledati cesto, eno najbolj znamenitih cest v Dubaju, okolici v Emiratih in sicer cesta se imenuje Jebel Jais. Jebel Jais, ja. Seva, ti si bil že enkrat prej tam? Ja, jaz sem bil prej že tam tudi z enim zanimivim avtom, z Alfa Stelvio QV, se pravi Stelvio na Jebel Jais. Stelvio na Jebel Jais, ja, ampak saj motor je bil, se vemo, not je Ferrariov motor 500 konjev, tako da imaš kaj za pritisniti gor in ja, ostala mi je v spominu in tudi zato se mi je zdelo fajn, da gremo najprej tudi če smo že v Dubaju, pa če se gremo voziti, da lahko še tja gor zapeljamo. Moram reči, da se nisem predstavljal, da bo tako dobro izpadalo, kakor je, kljub temu, da smo bili par ur tam. Mislim, da nam je kar dobro ratalo. Ja, najprej smo pobrali Mustanga, ta pravega, osmaka, ki je še celo malo močnejši, kot evropski, smo rekli. Ne? Ja, se pravi, pri nas imajo cirka 450 konjev, tam ima pa okroglih 500. Pa tudi glasnejši, a ste opazili, da je glasnejši? Ja, glasnejši pa je, ja. Pač Evropa, se veš, ne. Pobrali smo enega Mustanga in smo rekli, gremo gor pogledati na Jebel Jais. Ta cesta za vse tiste, ki vas zanima ali pa ki nameravate obiska Dubaj, pa če bi šli pogledati, to je koliko je, 1 urco pa pol iz Dubaja ven, ne? Dobro, urco pa rečemo 2, ajde. Neki tazga. Treba se pelati po umitvah, ne smo rekli. Ja, obvezno, ja. Prečka še ne par umestnih teh Emiratov, ne? Ja, greš ven iz Dubaja in prideš do nožja. Meja z Omanom. To je skoraj meja z Omanom. Ja. No. Ampak lej, do tam so pa res avtoceste, lepe poti, mislim, vse ceste tam so lepe, ne? In prideš do Jebel Jaisa in... Pa tak starodaven gorski masiv je to?
res. Mislim, meni je folk, ker sem jaz pokazal tisti video, ki smo se gor pelali, vsi so rekli, da je to AI, ne? Tako zgleda. Ja. Tako noro zgleda ta scenery. No in cesta je krasna. Mislim, to asfalt je tako, to je avtocesta do gor. Ja, jaz mislim, takrat, ko sem bil prvič tam, je bilo kmalu potem, ko so jo naredili, ne? In pač, ko so sprašvali, zakaj je taka cesta do gor, ne, pač nek tak preprost odgovor je bil, da so si pač šejki naredili. Ja, ker ni noben prelaz, ne? Ne, nič. Ni prelaz, gor in pač... to je pač mrtev krak, ne? Priješ do gor in pol moraš obrniti in pa greš pa spet dol. Sicer zdaj so naredili gor na vrh nek neko restauracijo, pa ta, kaj že, zipline. Ja, imajo celo najhitrejši zipline na svetu. Ne? Ja. Pa tudi najdaljši. Najdaljši, mislim, da greš, imaš več variant, lahko klasičen, tisti, ki se usedeš, pa se peleš, lahko te pa z dvema zipoma zvežejo in greš z glavo naprej, ti gre pa od 120 do 160 na uro. Pa 2,8 km zajle napete čez nič. Kako jim prežvižgu mimo, se spomnite? Ja. Jaz to nisem preveril, ampak jaz sem tako povem, 2,8 km zajle napete, jaz sem tam gledal, zumeril sem s telefonom, jaz nisem enega stebra videl, ki ga ni. Ne, se sploh ne opazil, sam neki prežvižga mimo, pa kada letijo. Ja, kada... Ampak kako je lahko 3 km zajle našponane tako? Ne vem. Nočem vedeti, kaj 400 uni mogu na drugo stran hriba pa vlečejo. To je Omanu je prevezane. No, skratka, šli smo gor, pridružila se nam je ena krasna slovenska družina, družina Primožič. Ful lep pozdrav še enkrat. Res. Daša, Jure. Daša, ja. Otroci in res, oni so prišli z enim lihtko krasnim bronkotom. Ne vem, sej slike bojo pripete tudi k temu podcastu. Mislim, mi kako smo se slinili okrog tistega bronkota. To je lepo narejen. Veš, najprej ga gledaš, par minut ga gledaš, pa ne moreš ugotoviti, a je star ali je nov. Ja. To je dobro narejen, pač je nov, ampak ima kromirane detajle, una barva je taka retro, na feltnah ima kromiran krogac. Zgleda čist zgleda katastar, ne. Luči ga izdajo, ki ima tako, veš, led luči, ne. V bistvu je tako, ne, z vsemi temi retro avtomobili, ne, jaz moram reči, da so mi te ameriški muscle cars pa retro te avti zelo všeč, pa kakšen star F-150 ali pa kakšen Dice, da gremo še bolj nazaj, ne. To je vse super fajn, ne, in to, ki gledaš, je res super in si rečeš, wow, kaj bi bilo to dobro imeti, ne. Pa, ki se s tem peleš, to je res enomatrane. To je noter, je vse staro. Mislim, ne vem, že takrat avtomatski menjalniki so imeli po 3 prestave. Vem, da en kolega, ki je vzel Mustanga, ki ga je pripelil, je, ne vem, od Kopra do Ljubljane se je vozil, ne vem, kokur, ki to bremze, ne rečem kaj, vse. To moraš pol avto zamenjati, pa vse. Ja, ne. Ampak ta avto je pa tako, ker zdaj že pač tudi v Ameriki to delajo, ne, da ti v bistvu na neko staro karserijo dajo noter čisto vse novo, ne. In to je pa tisto, ki je nostalgija plus sodobna tehnologija združena, to pa pol res en super rezultat. Mislim, klej je bilo še to lepše, ki je na nov Bronco bil star kit dan. Ne? Ja, ne. Poglejte slike, ker res, ko ga odbijač pogledaš, koliko 2 je tar, pa se sveta. Pri nas pač ni zdaj neka huda zgodba, še mogoče, seveda v Evropi je zelo drag, čeprav moramo reči, ne par ljudi me je vprašali, ta Bronco, pa kako to, pa to je 100 € avto, pa tako naprej. Jaz mislim, da na zadnje, ko sem bil tudi zaradi tega zdaj na Fordu, so povedali, da so avto zelo znižali, tudi po celi Evropi, glih zaradi slabe prodaje, predvsem zato, ker ta avto, rečemo, v Evropi stane, ne vem, 100 €, v Ameriki pa 50, oziroma se začne, mislim, celo pri $36,000 in valjda je pol to prevelika razlika. Mislim, da so ga zdaj v Evropi kar zelo znižali in ta avto je, recimo v Ameriki na voljo v kar precej različicah od 3-vraten, 5-vraten, Safari, tudi Raptor varianta. Ne. Pri nas pa samo en, ne? Ja, pri nas pa tudi samo en, ampak tudi pri nas se ga da slečiti oziroma da se streho dol, tako kot smo mi dali, pa tudi vrata se da dol. Zdaj, ne vem, koliko je to pri nas sploh dovoljeno, ampak da se. No. Skratka, šli smo gor, res krasna cesta, posneli smo, poslikali, naužili se razgledov, pa to še zmeraj ni bil highlight dneva, ne. Ker pol, ko smo se pa dol spustili, ne, pa smo rekli, da ćemo nekaj pomalcati, ne. Ja. Pa Daša MVP, ne, je pa iz prtljažnika ven prevlekla tak narezek,
tak narezek, mislim, meni sploh ni bilo jasno. Dolensko-arabska kulinarika, suha salamca, pa dateljni zraven, veš, kera kombinacija. Jaz vem, da imamo kakšno sliko, ki zdaj vsi gledajo ta narezek, ampak meni je jasen, mi smo se cel dan vozili po ovinkih, levo, desno in ona prenese ven iz avta narezek, ki je bil Instagram narezek. Ja, mislim, da bi ga šla v trgovino iskati. Vsaka salamca, Daša, tako da vsaka čas. Res, je pa res, da je Daša ostala ob 4 zjutraj, da je to naredila. Pa tudi kako je bil prtek pogrjen na haubi od Land Cruiserja. Kaj smo pili? Je pa pleterski cviček. Tam na drugem koncu sveta, jaz vam povem, cviček pa kar uživel. Kozarček sem spil, sem se naslonil na Land Cruiserca, pogledal gor v to starodavne pogorje in sem tako Jureta pa Dašo pogledal, sem rekel, tako da bi se prekrval v kamnu na Gorjancih dubl. Kulisa je podobna, no, na Gorjancih je malo več dreves kot tam, ampak, a veš, ta izseljenska matica, ki v Dubaju kar nekaj Slovencev 700 baje, in tudi zelo so povezani. In tu je en tak lep feeling, ki nekam ti prideš, pa se počutiš kot doma. Res, tako da Jure, Daš, Andrej, Mark. Pa vsi ostali, ker res ste lepo povezani tam, se dobivate, slovensko šolo so ustanovili. Ne? Tudi Andrejeva žena tam uči, ne? Ja. Za Prešerna so šli v puščavo. Ja. Imamo sliko. Imamo sliko, zastavo zapičeno. Vsaka čast. Tako da kakor je za nas, recimo, ko pridemo tja na obisk, to življenje v Dubaju, po mojem, ne bom rekel težko, ampak mogoče nepredstavljivo. Ne vem, se mi zdi, da je kar premalo svobode tam ali pa premalo stvari za početi, jih je kar veliko in da tako vztrajajo in da se tako dobivajo vsaka čast. Ja, vse to je eden od načinov, da premagaš to, ne? Da si delaš od doma, pa da si tam zaradi službe. Tako da res, hvala vsem. Mislim, tako, itak je bila podpora od vseh, res tako, ne vem, pisali so nam, ne vem, tudi drugi, ki so bili iz Dubaja, a imate še dan frej, pa da se še dobimo, pa da vas tja peljemo. Mi smo bili cel teden tam, pa bi bili ne vem, vsak dan z drugimi Slovenci. Ko smo nazaj leteli, smo šli sred noči, ko smo seveda službo lovili, smo šli sred noči nazaj na avion, pa se jaz tako spomnim, se veste, kako je to, ko malo kinkaš na avion. Pa se jaz tako zbudim, cel zmučkan tam sedim, pa si mislim, mater je bilo lepo, ne. Tako še enkrat pomislim. Mi smo se kar ustavili tam pod uno cesto, to je na vznožju tega Jebel Jaysa, 20 km je cesta, 10 stopinski naklon, uvinki določeni, v klesanju skalo vam presežem, pa to ni 6 metrov široko, kot so pri nas gorske ceste. Je res cesta presežkov. 60 uvinkov, mislim, da sem jih jaz naštel, preverite, če je to uraden podatek ali ne, ampak ko sem se dol pelil, sem si črtice delal. Pa še ena zanimiva informacija, Tadej Pogačar, ki je, mislim, da prav ta trenutek je v Dubaju, ker se pripravlja na sezono, zdaj trenira točno na tej cesti. To je njegova cesta za nabirati višinske kilometre. Pa cesta je res široka, tako užitek pelat, ker tudi, valjda smo atmosferci brata Komotarja naredili, so rekli, klede pa boš en kot naredil. Vse pride video. Sem res ne prišel tja gor. Pa dobro, se ni da folk noro tiši gor z avti, ne? Ne, zaradi klanca pa zaradi... Zaradi klanca, cesta je pa kar dolga, ne? Drugač pa je, takrat, ko sem bil prvič... Oprosti, ampak sam da povem, dvigne se na 1900, koliko? 34. Ja, tako da iz praktično nule, ne? Iz nule, ja. Ja, pa prej, ko ste omenjala, da ni prelaz. Se ni mu zdaj gorska cesta vedno prelaz, ne? Saj Slovenci imamo tudi eno tako, ki se reče Mangarska cesta, nikamor čez ne prideš. Ne, se ni fora, da ni prelaz, ampak tako, kaj je smisel ceste, če ni prelaz, a veš? Veš, pa bilo komod... Razgled pa užitek. Eno pasovnica, ne pa da je 4-pasovnica z uvinki takimi. To se pa moraš navaditi, da v Dubaju je pa ima se može se, ne? Mislim v Emiratih. Pa prav je, da ste tako cesto zgradili. Sam še, da razložimo malo folku glede teh avtov pa tega. Mi smo bili sicer podprti strani Forda, ne? Ampak če prijete v Dubaj, so praktično na vsakem koraku so te pač rentakari, ki ti, ne vem, sposojajo take in drugačne avte. Lahko rečem, ne vem, mi smo si poleg
Mustanga smo si sposodili še Land Cruiserco, ne? 300. Ja, Ta veliko. Jure pa Daša hvala, ne, ker sta si ona dva tudi za nas sposodila Bronkota. da nam ga nam ni bilo treba. Ne. Tako da je veliko opcij. Zdaj pa sam mogoče tako eno opozorilo, se pravi za kakšne športne avte, pa take malo bolj ekskluzivne, si omejen s kilometri. Ne? Ja. Tako da če hočeš iti na Jebel Jayz, ki je v bistvu že kar daleč stran iz Dubaja, je tako, da moraš po moje, da rentati avto za 2 dni, da dobiš tiste kilometre noter, ne? Da greš gor, pa parkrat se odvozaš gor dol, pa nazaj, se pravi, lih padeš not v nekih 500 km. Ja, 250 je na dan, ponavadi 200-250 je športni in mi smo pač mogli vzeti za 2 dni, zato smo lahko brez skrbi se pelali gor dol, tam se odpeljali. Ampak te rečemo Land Cruiserca, ki je pa res super avto, pa ne vem, 7-sedežnik, pa to pa ni omejitve kilometrov. Land Cruiserca je pa zelo pocenjene. 100 evrov evrov za cel dan. 150, tako da to je res pocen. Tam se res plača vzeti kakšen dober avto, zato ker tam je za nas dober avto, je za njih. Pa gorivo, rečemo, poln tank v Mustangu je bil 35-37 evrov, nekaj tazga. Ne? Ja, pa da ste rekli, tisti, ki ste pa verniki elektrike, tudi električne si lahko najamete po celem Dubaju. In gremo naprej. Tudi pod Jebel Jayzom je ena velika ponilnica. Da ste rekli, da koga izločamo zdaj. Pa večinoma zaston. Ni pa veliko, no. Tesla sem videl kakšno, ne? Tesla je veliko. Cybertrucka si videl? Cybertrucka sem videl. Cybertruck si videl, drugače pa tam Tesla, predvsem v službi Uberja. Ne? Ja, res je. To je res. Zaradi tega, ker Uber pocen. Mislim, zastonj. Pa ker Uber ponuja posebej, veš, da si lahko naročiš limuzino, navaden avto, električen avto in tako naprej. Ok, pa smo šli prespat v Dubaj. Ampak še prej smo šli spat, smo šli na en hud spot. Ja, tega točno. Ne smemo pozabiti. Ja, Andrej je rekel, vas peljem še na Instagram spot, pa smo se spet ker ste lih Instagramari, ne? Ampak v Dubaju je res, kako bi temu rekel, eno neizkoriščeno ozemlje, ki so pa ceste že postavljene za v bistvu za neke parcele, ki bojo še nekoč nastale, nekoč bojo pač tam neki objekti. Ne? Pa mini sipince so vmes. Ja, in pol glede na to, da je to vse odprt, pa na odprtem, pa na pol puščavi, je tako, da so tam pač te sipine se naredijo čez cesto in zdaj ne vem, če odprete Instagram, pa upišete Dubaj, pa ne vem kva, pa avti, 3/4 fotk nastane tam, ne? Ker so tako pač taki fotogenični placi za kulisa je neverjetna, ne? Mislim, sonce, pesek, cesta, naredita kuliso, tudi naše fotke tam so bile fenomenalne. In jaz mislim, da je prav, da zdaj omenimo še enega, ki je bil z nami. Uroša. Dobro, mi smo imeli res vsebinskega snajperista. On vse vidi, pa kar je najlepše, tudi poheca se. Midva sva bila tandemu v puščavi skupaj v avtu. Ure je car. Uroš Podlogar. Urke de Dune, pa Jure de Dič. To je vajno poimenovanje. Uroš Podlogar je sicer slovenski fotograf, snemalec, res rastura. Niso samo avti njegovo področje, predvsem je snemanje in fotkanje promocijskih in takih in drugačnih materialov za letalsko industrijo, se pravi helikopterji, letala. Res, tudi za slovensko vojsko že veliko posnel. Naredi pa res. Kaj mi je všeč pri njemu? Ja, če ga kdo rab, jaz bom itak linku, pa naj nam kdo piše, če ga rab, njemu piše, v vsakem primeru mi ga res priporočamo. Kaj sem že hotel reči? Hotel si reči, da je tudi Uroš je overland guy, ne? On tudi privat fura terence, on je zanesenjak, pando ima zrihtano, full hudo pandico ima zrihtano, pa dva Hiluxa ima doma z alucap nad gradnjami gor, južnoafriškimi, tako da Ure ve, kam se gre v naravo, pa kako se življenje živi. Vse kmalu za tem podcastom bomo tudi en video njegov objavili, ki ga je tam posnel. Hotel sem reči še to, da je bilo tam v tistem trenutku, ko je šlo sonce dol in smo mi uleteli, je bilo itak še cel kup nekih Lambotov, ne vem, enega Ferrarija sem videl. Skratka, uletijo vsi te avti. G6 je bil. Ja.
Pa cel kup enega folka, ki kar kampira tam, pa si naredi zvečer, tako malo žurkico, pa odprejo haube, pa žare tam razpalijo. Ne? Ja, prav tako imajo kavčke narejene med temi. V bistvu kar neke prenosne lokale naredijo. Ne? Ja. Postavijo kafičke. Lučke so napeljane, pa tu je vse cesta naprav. Škoda, ker smo bili tako natajt s časom. Ne? Ja. Mi smo lovili luč, ne? Luč smo lovili in smo pol fotke delali, ampak je bilo zanimivo. Scena pa taka malo hitri in drzni na puščavski noči. Ja, to. Točno tako je. Bravo. Tudi oni rondoji so malo zlizani, ne? Ja. Zdaj so, kakšne rondoje so količke zdaj lovili. So postavili količke, ker so valjda so tišali, ne? In se veš, te Arabci, ne? Tisti ta pravi so kar precej zmešani, tako da so jim zdaj postavili količke, pa tudi malo več policije tam, kar valjda. Drugač pa po teh rondojih gume tukaj, da bi lahko zvulkaniziral si rame, noge, vse. Rongoj. Šli smo spat. Čak še nekaj. Videla ste opazili tudi, ko smo se na Jebel Jais vozili gor, tam so tudi taki spoti, ki ljudje kar kamperajo, pa uživajo v razgledu. Ful sem videl takih hudih kemperjev, ki jih imajo zgleda Dubajci in se oni zapelejo v hribe gor in si... Pa sej, če greš na net pod Jebel Jais, oni imajo zdaj ful atrakcij, imajo hiking, imajo kolesarjenje, ful je tudi hodniških poti. Imajo kar dosti, si videl tudi dosti kemperji so gor hodili. No, tako da, ker si ti rekel zvečer smo šli spat, ne? Vi ste bili že kar zmatrani. Tako je bilo, da sem jaz sem en dan prej prišel v Dubaj zaradi tamalih, ne? Vi ste pa direkt z aviona šli na Jebel Jais, ne? No, in vas je do pol zvečer vas je hitro pobral, ne? Ja, ampak še prej smo šli, vi ste šli spat, ne, jaz sem šel pa po avto še. Ja, no, pol je bila druga runda avtov za pobrata, ne? Se pravi, Mustanga smo vrnili, Land Cruiserca smo vrnili, Bronco je šel pa. Pa je drug Bronco prišel? Pa smo pa šli po drugega Broncota. Po puščavsko eskadriljo, ne? Se pravi, Bronco, se pravi Ranger Raptor, pa še support v obliki enega Wranglerja. Rašida. Pa Andrejev, ja. Pa še Bronco na steroidih. Moram reči, da pol tle se moramo zahvaliti in našemu Fordu in pač Fordu Middle East. Middle East, ki nam je odstopil enega Raptorja, Rangerja Raptorja, ki sem ga sicer čakal do enih zjutraj, ne. Ključi so se iskali, ško ključev imajo oni. Ker je nekdo pač se vozil cel dan in potem, ko ga je pripeljal nazaj, ni dal ključev vratarju, tako da je bilo, v bistvu smo imeli kar srečo, da smo ga dobili, ker je vikend bil poln, in če bi ta model ključ odnesel, bi tudi Raptor od tisti garaži ostal, tako da to smo ga dobili. No, Raptor je bil brez Raptorjev GKSO, sploh naša puščavska odprava ne bi šla čez, ker smo imeli tu krobe, ker smo v Raptorju v bistvu skoraj cel basecamp zapeljali na spot. Ja, prehitevaš. Čakaj, bila je kratka noč, zjutraj smo se dobili z Andrejem, ki je imel že vse pripravljen, šli smo do njega, pred njegovo hišo nas je čakal, gora opreme nas je čakala, ne. Ja. In je bilo treba vse to natovoriti, ker je bil plan, da gremo v puščavo, ampak ne v dubajsko puščavo, ampak daleč v puščavo. V empty quarter. Naložili smo vse v avte, po dva v avto, po dva, jaz sem imel tam ali dveh sabo. In pa smo šli pa dol, ne, od Abu Dhabija naprej še dobrih, 100 km, nekaj tazga do... Kar slabe 3 urce. Ja, smo se kar navozili. Proti Saudski meji, meji Saudsko Arabijo. S tem, da je bilo tako malo opozorilo folku, če nameravate se voziti po tistih koncih v Dubaju, upoštevajo omejitve, ampak lahko greš malo čez. Smo rekli, toleranca je... Malo imajo tolerance, ne, za tiste radarjo je res ogromno, ampak ne bliskajo, če si rečemo 10 čez omejitev, kar je, rečemo temu, realna GPS hitrost. Ko pa prideš v Abu Dhabi, se pravi, ko prestopaš v drug emirat, tam pa samo upoštevi, kar piše na tablah. Mislim, da imajo čez 4000 radarjev. Ja, plus AI kamere, ki so nad avtocesto, ki gledajo, če imaš roke na volanu, če telefoniraš, jest ne smeš, kar v resnici, pa dobro, v resnici, če ne smeš imeti telefona v roki, tudi jest ne smeš, saj je logično. Je pa fajn to, da so pa omejitve na avtocesti 140 ali pa 160.
Se pravi, če piše 160, se voziš 160 in je tako. Ampak če se voziš pa 161, pa že fotko dobiš. Koliko je rekel Andrej, da je 1 km/h pa je že 60 evrov kazni? 60 ali 75. Odvisen, koliko je. Je pa tudi razlog, zakaj je lahko 160 omejitev. Mislim, ceste so pa, ne vem, 8 pasovnice, no, prazne 8 pasovnice. Ravna, urezana v puščavo. Pa tudi megle je malo manj, pa dežja je malo manj. Razen, ko se zgodi Puščavski vihar, to sem ga pa jaz enkrat doživel, ko sem bil za nov letom. Takrat se pa na avtocesti ustaviš, ker ne vidiš nič. 4 žmigovce, vse stoji. No, to sem jaz tudi Andreja vprašal, pa je rekel, da je zelo svetopisemsko vse skupaj, da se naredi zid peska, granate in... Nič ne vidiš. No, skratka, destinacija naše karavane je bila Liva. Liva je kraj, ki je že skoraj, mislim, je blizu Saudske Arabije. Ne? Ja. V bistvu tam se začne ta empty quarter, ne, puščava. Velika arabska puščava. Je pa Liva znana po tem, da se vsako leto tam zgodi en največjih avtomobilskih festivalov na svetu. Jaz priznam, jaz sploh nisem vedel za to. Ampak, kot je Andrej nam kazal posnetke, pa tudi Šebal je bil letos na tem dogodku, to je noro, to je nepopisno, pač že iz fotk, posnetkov, kaj šele iz Andrejevega pričevanja. Skratka, Arabci, Abu Dhabi Emirat je v tem kraju, v Liviji, je naredil, stari, kako bi to opisal? To je kompleks, ki je narejen za to, da se vsak let zgodi tam ta festival. Ampak je kot da bi prišel na prizorišče Formule 1. Od hotelov, do parkirišč, do camping spaceov, do boksov, do medijskih objektov, tribune, vse. Skratka, tja pride vse, kar se pele po Dubaju in Abu Dhabiju in oni udarijo po največji sipini v empty quarterju. Ja. In pač imajo to tekmovanje, kdo višji pride, pa kdo hitreje gor pride. Ampak tu si res predstavljate, tu so urejena parkirišča, tu je helidrome, ne? Molilnice, WC, rampa, stolpi za TV postajo, heliporti, razsvetljeno, enota za prvo pomoč. In v bistvu, tako, kot si predstavljate, krat 3. Ja, res. In vse to za ta, zgodijo se še vmes kakšni te arabski rejli na teh koncih. Zdaj sem se spomnil, kako si predstavljate. Predstavljate si dolino pod Poncami narejeno iz peska, približno isto strmo, približno isto visoko, s tem, da je razsežnost infrastrukture v tej dolini 4-krat ali pa 10-krat večja. Noro. In smo rekli, da bi šli enkrat to pogledati, no? Ker on je rekel, da na dan je tam po 100,000 ljudi. To traja, ne vem, koliko je rekel, 2 tedna to traja in to je noro. Pač. Mi, ki smo gledali te posnetke, to pridejo neke petarde z 2000 konji, ki rinejo gor v hrib. Vsi tudi ne pridejo gor. Ja, to raznese jih, pa skotalijo se dol, pa ne vem kaj še. Tudi umrejo. Tudi se zgodi, ja. Ampak res noro. Sipina je pa nepopisna, no. Res. Ja. Skratka, Liva je bila izhodišče, da mi pridemo tja in da spustimo gume na pol bara. No, od 0,5 do 0,8. Ja, ok. Zdaj v bistvu Andrej si je lahko prvo šel malo več, ne? Zato, ker je imel... Predelano vzmetenje, ne? Ne, pa tudi gume njegove... Lok je imel na feltni, zato, ker pri 0,5 bara, če ti preostro zaviješ zaradi... Sezuje gume. On je imel pa lepo na feltno našrafano, tako da ni šanse zgubi. Ja, on ima prilagojen avto temu in pač mi smo pa na 0,7, 0,8. 0,7, 0,8, ja. S tem, da ko smo prišli, ampak tu bomo pol. Ko je ekspedicija dobila rahel navigacijski voz. Skratka, tam smo imeli en tak kratek brief, ki nam je Andrej rekel, tako, ki nas je kar malo užgal po egu. Rekel, zdaj pa fantje, do zdaj sem vam pustil po avtocesti na Jebel Jais, jaz vam tam zaupam, ampak zdaj sem pa jaz vodja puta. Prosim lepo, da vse, kar veste, znate, kar imate v mišičnem spominu, kar se tiče avto, da zdaj pozabite in da samo še mene ubogate.
Pa smo se mi malo tako, malo smo se naduvali v smislu, da je Andrej, ne. Ja. Uno. Mislim, ipak znamo voziti. Ipak ne, znamo mi, pa lej. Ampak jaz se živo spomnim tega momenta in tudi jaz sem približno vedel, kaj nas čaka zaradi Namibije. Nisem si pa mislil, da je ta empty quarter tako Drugačen, ne. tako drugačen po pesku. Fora je to, da empty quarter slovi po tem, da ima najbolj sipek pesek na svetu, ne. Plus največje sipine. In če to dvoje skupaj sestaviš, pomeni, da so to past zraven pastija. Ja, veš, kaj mene zanima? Recimo, če bi mi tam v Livi štartali, ne, da bi nam Andrej rekel, da bi nam dal eno točko, pa bi rekel, da dobimo se čez 20 minut. Ne. V 4 minutah vsi avti so na strehi. Ali pa zakopani do špeglo. Mislim, čisto vsi bili. Zakopani ali pa na boku, ali pa na strehi. Sigurno. Lahko zdaj malo stop pritisnemo, pa bomo eno lepo musko podložili, pa jaz bi nekaj prebral. Izvoli, mikrofon je tvoj. Preden vstopimo v Livo, ker moram dati to ven iz sebe, bom tudi pol Cirilu poslal, če mu bo všeč za off per video, ampak Andrej... Čakaj, rabimo musko ali boš... Bom prebral, pa se boš odločil, ali boš z musko če eno nežno kitaro malo spustimo. Andrej, hvala, ker si nas res zapeljal čez rob. Hvala, ker si nam z volanom pokazal, kaj v resnici pomeni razumeti gravitacijo, fiziko in predvsem zbuditi oziroma ponovno okrepiti tisti skriti vozniški instinkt. Tisti, ki ga včasih ego potisne nekam stran. Tisti, ki trenutek prej opozori na gon preživetja tako, da izklopi ego konjev in vklopi navor razuma. Zdaj vem, tam, pa kucina mi, da je gor, ko si začel govoriti, fantje, zadnji steber obrambe v Livi je takrat, ko v želodcu začutiš nekaj in takrat moraš volano dolino obrniti, ker drugače gre vse narobe. Andrej, še enkrat hvala. Hvala zaradi tega, ker si nam res pokazal, da pesek, tako ko požre moč, tako ko požre oprijem, požre tudi ego. Jaz sem res vesel, da smo to izkusili. Prav, Jure. Pa mogoče sam razložimo folku, zakaj zdaj tako spade, da se poveličujemo Andreja, kada je ne vem kaj, pa da se zahvaljujemo, ampak res folk, pač, kaj enkrat probaš ta sipek pesek, pa te pasti puščave, začneš ceniti v bistvu, zakaj ti nekdo daje take nasvete, ker, kakor smo rekli, mi bi, če bi nas pustili tam noter, puščava je tako lepa, krasna, nauč, ampak je pa neizprosna. Mislim, tako, največjo lahko neumnost narediš, če greš sam z nekim avtom, da si rentaš avto in brez enega Andreja se odpraviš v eno tako zadevo. Pa verjamem, da se najdejo junaki, ki to naredijo. Ne? Verjetno, ja. Ker rečejo, saj znam voziti, mislim, rentu bom dober avto, kaj se pa lahko zgodi? Nam se je pridružil poleg Andreja še domačin Rašed. Ja. Ki je, tudi on se vozi že kar nekaj časa, ima avto, ki je vrhunski Raptorja, Bronco Raptorja. In bili smo priča, kako se tudi en tak pač izkušen voznik, kako se lahko v sekundi zakople, pa išče Andrejevo pomoč. In mi je tudi on povedal zgodbo, ki je šel enkrat sam v puščavo in je naredil to neumnost in je ostal sred pač puščave in je lovil satelitski signal, da so ga rešili. Ne? Se pravi, da ga je vojska, policija, da ga je prišla rešiti, ker je ostal... Ne, v bistvu klical je vojsko pa policijo, so imeli takrat veliko dela s turisti. Ja. Pa bil je v letnem času, ko puščava neprodušno zapre svoje vrata, termostat naštima na konstantnih 52. Ja. In da si boste tu predstavljali, tu je pečica. Ne? Se pravi, ti tudi, če ostaneš brez avta, pa moraš prehoditi recimo kilometer pa pol po tem tem sipkem pesku, ko vsak korak navzgor pomeni 3 navzdol. Ja. Če tam, vroče je gor, vroče je dol. Iz obeh strani buta in če tam zgubiš zavest zaradi hidracije, padeš na pesek, za pol ure zaspiš in te ni več. On je rekel, da je že videl, da je bil v tem stadiju,
ki se mu je že bledel. Se pravi, da je zadnji trenutek so ga rešili. Skratka, no, to je ta puščava in zaradi tega mi smo toliko cenili pač Andrejeve te nasvete, ker vsak od nas se je že v prvih 10 minutah se je zakopal. Če ne je zakopal, je pa z nosom udaril, zaril noter. Ne vem, pol smo šli na neko... Eno fotko lahko pokažemo, ne? Od Raptorja. Ja, pač, to je ena od 100 situacij, ki so se nam zgodile. S tem Raptorjem mogo sem do baznega tabora priti, V bistvu kot šerpa. Vsa ta vožnja nimam bene veze z offroadom, ne? Tudi če zdaj kdo reče, jaz sem se vozil že tako offroad, tako onak, ne? Ja. Ampak po drugi strani, da nam sam strašila, ne? Če si tako strokovno voden, kot smo bili mi, pa užitek je... Pa užitek nepopisan. Jaz to po moje lahko primerjam, ne vem, sicer jaz nisem doživel, ampak si predstavljam, da tako kot navadno smučanje, pa totalno neko freestyle po pršiču. Veš, kad te nekdo pele, pa ti pokaže, tlele ne boš imel plazu. Ne sem freestyle, to, kar smo mi doživeli, v bistvu avtomobilsko turno smučanje po pesku. Ne? No, vse to, ja. In hotel sem še nekaj povedati, kar se tiče off-roada. Ne? Ja, mi smo navajeni na sneg, na blato, na kamne, ne? Ampak to je čisto ena nova filozofija. Kdaj ti pohoditi, kdaj hitrost obdržati, kdaj volan obrniti. Ampak nekaj, kar je mene najbolj sezulo in to je, kar mi je Andrej skozi govoril, zakaj vožnja po puščavi tako fascinira. Ti, ko pogledaš, jaz sem to začutil na izstopu iz Live, ko smo se vračali, ampak ti pogledaš te valove peska, visoke, nizke, take, drugačne, in zgleda en tak mrtev svet. Ja. Ampak pa ti zapeleš gor, pa ta svet nenadoma oživi v vse smeri. Ne? Tudi te peščeni plazovi, ki smo jih mi spuščali na vseh dropih, ne? Ti slišiš puščavo pod kolesi, tudi če je drop samo 30 metrski. Mene je to tako fasciniralo. A se ti spomniš, da smo mi prišli ven iz avta in tako slišimo nek zvok. Ja. Tako tišina, pa sam slišiš neki bubni. Ja. Tako gledamo, kakšen helikopter, kaj se dogaja, ne? In tako prav, Andrej, to je pa zvok plazu, ne? Tako, kakšen plaz? Ja. In tako pogledaš in res plaz, če si pino in bubni, stari, noro. To je tako, kot se vozil po spečem velikanu, ki se začne prebujati. To je tako res noro, dobesedno. Pa še pogooglejte malo, ta velika arabska puščava, ne? Mi smo v koncu stopili, ki se začne v Abu Dhabiju in se čez... mejo Saudsko Arabijo razteza v površino 650,000 kvadratnih kilometrov. In jaz vam tudi nekaj iskreno povem. Jaz sem vozil sipine z Hiluxom v puščavi Namib, ki je najstarejša puščava na svetu. Ampak struktura peska, bom rekel, sipkost, naklon sipin, pa predvsem tam sej ne, da puščava na Namib je bila šala mala, nikakor ne, ampak lažje si obral kot tukaj. Kaj se zdi v tej veliki arabski puščavi, da pa ta veter pa pesek sta pa prav tako narejena, da bi naredilo vse, da se ti tam z avtom ne bi vozil. No? Ja. Za kontrast so pa te slane površine vmes med sipinami, ki so pa neskončno velike in pač, ne vem, meni je bilo tudi to fascinantno, da prideš na eno tako flat površino, pa ne vem, z avtom tam lahko delaš, kar želiš. In to so baje ostanki jezer. Ostanki jezer. Ja, pred milijoni let so bila nekoč jezera tam. Ne? No, skratka, mi smo se res navozili, ogromno naučili. O strojni opremi moramo še nekaj povedati. No, dajmo, ja. Čeprav je izgledal Andrejev Wrangler tak nabutan, pa totalno predelan, v bistvu sploh ni bil toliko predelan. Ne? Zelo, ja. V bistvu je imel dodatni oljni rezervoar pod pritiskom za vzmetenje Foxovo, zato ker na sipinah je zelo pomembno, da je avto čim bolj trd. Lik kontra, kakor bi mislil. Ne? Pravi, jaz sem pa Rašedu sedel noter v Bronco, pa sem rekel, a bi kdaj kakšen stabilizator odpeljal. Pa je tako pogledal, pa je rekel, ne, tu delate vi na skalah. Če stabilizator odpneš, greš na streho. Ja. To je na primer en tak primer, kako zelo, zelo različen je pesek. Ne? Se pravi, Rašidov v bistvu sploh ni bil nič predelan, Andrej ima pa malo razširjen kolotek, pa to Foxovo zmetenje, pa se pravi... Pa druge gume, ne? Pa druge feltne.
druge gume, pa druge Predvsem to, ja. feltne z zaščito, da pač ne slečeš gume iz feltne. Pa če zdaj, Ja, pa malo pa drugačne luči. Pa, všeč mi je bilo, kako ima, a si videl za tablico? Ja. Ker tablica je izven puščave, je tako normalno, ne? Za puščavo je pa samo tako le dvigne naklona, ne? Da jo ne sname dol. On je tudi mi dal na drugo mesto, ne? Ker je tudi zadnje odbijače malo predelal, glih za to, da ima večji naklon. Izstopni pa vstopni kot. Zdaj par stvari moramo povedati o Fordovih avtih. Ja. Sam še eno stvar sem hotel reči, da ne pozabim, ampak mi je dal pa Andrej svoj avto zapeljati, ne? Je pa res razlika, ne? Dobro, jaz mislim, da Jeep Wrangler, ne, je skozi zgodovino dokazal, da je to itak, mislim, avto svojega slovesa, upravičen svojega slovesa, tako da tudi jaz sem se s tem avtom že peljal po kar precej hudih, tudi po Red Bullovem poligonu off-road, pa moram reči, da se mi je kar smilo avto. Presenetil nas je pa Bronco. Ja. Tako, jaz sem mislil, da je to dosti bolj šminker, kakor je v resnici garač pa kos takim nalogam. A veš, ko smo mi videli slike Bronco, ta smo rekli, ok, retro gremo, zihar so vzeli neko osnovo, že narejeno, pa tako, se hočejo iti malo obujati ta neka čustva, ne? Ampak tako, nisem si pa mislil, da je to tak off-roader, kakor je v resnici, no. Pa meni je v bistvu v osnovi mi je en tak hud avto, ki ti da malo analogne duše, analognega značaja ima, ne? In te malo povrne v čase, ki si slišal turbino, ki si pohodil, ali pa ne vem, ki si pohodil, pa so se, ne vem, vse se začeli premikati, tako da glih prav raf je, ne? Ja. Pa veš kaj, vidiš, da je nekdo dejansko razmišljal, nekdo, ki je off-roader, pa je bil del tega programa razvoja in nekdo je razmišljal, da pri tem avtu, da je res tako narejen. A veš, recimo, ne vem, v Raptorju, Rangerju, ne, si že imel te neke zadeve skrite v ekran. V menije, ne? V menije. Kar je v puščavi totalno. Ja, pač to je. A ne, tle si imel pa vse na dosegu roke. Špera. Ja. To zapora diferencijala. Pa ne sem ena, ne? Ja. Ne, od spredi, od zadnji. Tri glavna stikala so, ne? Gor, na robu armature so špere, klemaš sistem Moram za reči, izbiro da v bistvu programa. te naši videe so glih toliko spodbudili par ljudi, ki jih jaz poznam, pa ki so me pol sprašvali, veš, tudi pa eni so že tudi probali Bronca, pa bi se peljali z njim, pa bi ga celo imeli, pa to, pa pol reče, pa to je kanta, pardon, tako, a veš, ne, to je čist neudobno, pa to. To je en tok hud stroj, da si sploh ne znaš predstavljati, kaj ta avto vse zmore. In v bistvu zdaj, ko vemo, ko smo mi to odpeljali, ne, zdaj v bistvu šele lahko avto ceniš in pač veš. Ne. Ker ta avto, ki smo ga mi imeli, se pravi, ti si se večino časa z njim vozil, je 3-litrski oziroma 2.7 V6, pa ima 330 konjev, približno isto, kot jih ima pri nas, ne. Medtem, ko Rašidov Raptor jih ima pa 430. Ne. Aha. Ne, in njegov avto je bil pa pravzaprav, kot smo mislili, kaj je bil vse predelan, je bil totalno serijski, ne, ampak tudi na videu se vidi, da avto je šel k avion. On ga je za tisti dan ga je še slekel. Ja. Se pravi, streho je dol, vrata je dol. Ne. A vrata je dol? Ne, vrata je dol, streho dol, lahko daš tudi vrata dol. Lahko daš tudi vrata dol, ja. Bojda pa enih, ne vem, vem, da pa ameriških, ne vem, če pri teh lahko daš tudi šipo, lahko podreš naprej, tako kot pri Wrangleru, ne, ampak to v tej puščavi mogoče ni najbolj. Ampak veš, kaj smo pozabili, da ima Andrej, ker sem se zdaj spomnil, da je imel tudi Rašid, kompresor. Kompresor za gume. Ja, valjda. Ja. Kompresor to je obvezna oprema. Zato, ker pač ti ne moreš pol z 0,5 ali pa 0,8 bara kar na cesto zapeljati, ne. Pa, veš kaj bi še se rekel pri Broncotu, ne? V bistvu tega avta, da si ga kupiš samo tako za nasval, da ga je res škoda, zato ker je toliko zmogljiv, ne? Ja. Ta avto, če razmišljate o njemu, dajte razmišljati tudi o tem, kaj boste vse z njim počeli, kaj je res dober. In jaz sem zadnjič gledal, ko so bili s Cirilom, na primer v Maroku,
saj sem tudi v prvi vožnji napisal to, ne, da sem opazil, da da so pri novem Land Cruiserju ful popedenali te elektrovklope mehanskih stvari. Ne. Ja. In zdaj sem gledal v Broncotu, v tvojemu in v Rashedovemu, ne, a veš, klej vklopi res ful hitro delajo, pa ful zanesljivo, ne. Ja. Ker ti seveda po pesku se navoziš z loknenim diferencialom, ampak ko pa zagaziš, ne, je treba pa sprednji in zadnji diferencial zaprt, pa se skopati ven. Ne. A pa v Land Cruiseru ga moraš tudi dodati v LR? Ja, mislim, vsi... Ali on to sam naredi? Ti v bistvu pri Land Cruiserju, ko MTS, ta program obračaš, on že sam pripravi vklope teh pogonov. Lahko tudi mimo, ne. Ja. Sam vedno pri terenski vožnji, vedno je priporočljivo, da ti vse te stvari, pa volan naravnost. Ne. Še ena stvar, ne, ker smo bili tako malo skeptični do teh voznih profilov, ki si jih izbereš. Sand mode, ne? Sand mode. A veš, si rečeš, da to oni naredijo samo zato, da se ti malo igraš. Ne, tam. Ta sand mode je game changer, točno zato je narejen. Jaz moram reči, lih prav ABS-a, lih prav traction control je itak off, odzivnost na volanu, odzivnost stopalke, mislim, prestavna razmerja. Stari avto se spremeni točno zato. Točno zato. Tudi pa Raptorju, ne, pa Rangerju smo imeli tudi Baha mode, ki naj bi bil kao najbolj hud, pa ne vem kaj vse, no go. Ne. Sand mode je za ta pesek to. Pa predvsem na sand, končno smo res probali sand mode. Ker sand mode ni... Prej smo ga za Savo sprobali, veš, na makadamu. Sand mode ni za makadamsko cesto. Ne. Ker moram pa reči, da se nam je zgodila tudi ena dogodivščina, da smo se res... v bistvu je tako, ne, koliko 4 avti smo bili, ne, mi smo bili 4, ne, in če si predstavljate, da smo se pelali kača en za drugim v koloni, ne, ta prvi ima eno podlago, ta drugi ima že malo slabšo, ta četrti ima pa že vse razred. V bistvu že, ne, predvsem smo Raptorje odzad puščali, zato ker je bil tovorni avto. Hočem reči, da v bistvu priporočljivo je, da pač slediš kolesnicam od tistega, ki pač ve, kam se gre, kako se gre, ne, ampak pol, ko se to razrije, moraš iti malo levo, moraš iti malo desno, ampak recimo jaz takrat, kadar sem bil na koncu četrti, je bilo že toliko razred, da smo nisem vedel, kje bi šel. In je toliko mehko, da ne moreš verjeti. To je res, podlaga se to hitro spreminja. Najboljše je na koncu dati najboljši avto. Ja, sej tako. Pa najboljšega voznika. Ja. Tudi na avtocesti, a ne? Ja. Pa da si boste predstavljali, kako kočljiva situacija rata puščava zelo hitro, zato ker v puščavi ni nič stalnega. V puščavi je stalen samo pesek. Nanešen tako ali pa drugačne. Mi smo tudi prišli v situacijo, ki je Andrej ocenil in tudi pravilno je ocenil. Je rekel, fantje, zdaj pa takole, zdaj bova pa prevzela volan, jaz pa Rešet, da bomo prišli čez nek kočljiv del čez. In to je bilo meni tudi zelo všeč, da ob vsej euforiji tega, da smo mi z vsakim kilometrom napredovali, sta bila ona dva tist steber, na katerega si ga pogledal, pa je on rekel, klele pa no go, zato ker pa rabiš pa veliko več kot 3 dni, da bi eno tako zadevo speljal. Meni je bilo več, kot sam imeti nekaj v hlačah, pa dosti kojno pod halbo. In meni je bilo to zelo dragoceno in to zelo spoštujem. In tudi, če se boste odločali, tako kot si ti prej rekel, dajte si take ljudi zraven. No, in jaz sem prej še hotel povedati, da se nam je zgodilo, da smo se v bistvu, se to lahko povemo, da smo se z enim avtom zakopali tako, Oranga. V bistvu, ko ti pride pesek nad gumo, potem veš, da si res globoko v pesku, in tisti avto je prišel sam ven. Ja, sam je prišel. Sam smo mogli ta pravo špero vklopiti, ta pravi program. Tako da ti avti so res čuda zmorejo, seveda pa rabiš tudi malo znanja. Plan za prvi dan je bil, da si pol še tabor postavimo. Smo rekli, mi bomo spali v puščavi na divje in to je to. Pa drva Bukova so dražji kot bencin. Ja, valjda, kje jih boš pa dubal tam? Ja, nakupili smo drva. Kje so uvožene? Bosna. Velike bosanske bukve pa breze. Tu sem Andreja vprašal. A res? Ja.
Veliko je iz naših koncev lesa tam. Se pravi, naslednjič gremo s kovčkom drv tja. Ja. Ne, naslednjič gremo s 3 pick-upi pa po cest, ne z avionom. Ne. A Jure, v 4 dneh smo enkrat spali točno zaradi tebe v hotelu, zato ker smo bili toliko na taj, zdaj bi šel pa ti z avtom kaj dol. Me zanima. No, nadaljujemo. Pač smo hotel milijarda zvezd, postavili smo šotore in pač. Taborni ogenj. Ne vem, meni se je takrat Magic zgodil. No. Ja. Res, ko so šotori stali, ko smo se vsi razpakirali, ko so bili avti na varnem, ko smo si dali bunde gorne, ker v puščavi, v trenutku, ko se sonce skrije, temperatura, res, temperatura tako hitro pade, da je termostat je pokvarjen, res je pokvarjen, ko gre sonce dol. Ste videli to, čim se je skril sonce, to je šlo takole dol. Pa kombinacija z vetrom, ne, ker v resnici ta noč ni bila tako zelo hladna po temperaturi. Mislim, da je bilo samo okrog 10-8, ampak en tak čuden veter se prikrade, ki piha tako, kot da bi v Študgartu vetrovnik zagnal, po sipini gor, pa gre sipino dol. No dobro, ampak mi smo se znajdli, šli smo malo v eno tako luknjo, ne? Ja. Tam smo naredili taborni ogenj in če si zraven ognja je pa uživancija, ne? Pa se pa zgodijo zgodbice, kakšno pivo se odpre, nekaj smo dobrega pojedali. Taborni ogenj pod nebesnim svodom, čarobno. To je res bilo čarobno. Še miške so nas pošle pogledati. Ja, okay. Kar se tiče živali, res, imeli smo miške, ampak tam, ko so miške, so tudi kače, to vemo, ne? Še na svet, jaz sem Andreja skozi gnjavo. Dej povej, kje se škorpioni skrivajo. Andrej je rekel, prosim, nehaš klicati hudiča. Sem rekel, pa dej sam, da bi, ne, ti bom vse razložil, ko pridemo iz puščave ven, ampak zdaj jih ne klič, kar pomeni. To je tudi en čarobni trenutek puščave, ki je življenje skrito, ampak je tam, ne? Ja. Ne? In en nasvet, ki ga je dal Andrej, ne? En zelo pameten nasvet, po teh kotanjah, ki so skrite pred vetrom, pa v jutranji zarju jamejo malo več vlage, nastane tako boro grmičevje ali pa zaplate neke trave, ki sem si jaz predstavljal, da tu zraste v kameljo travo, pa sta mi razložila, da ni čist kamelja trava, ampak kar hočem reči, nikoli šotora ne postavljate zraven teh zelenih zaplat. Ker tam Jure, če greš preveč v detajle, folk ne rinte v puščavo brez Andreja. Pač. Zdaj, kdo bo šotore postavljal zraven grmičko? Ne, pa tudi tako je. Ne? Po dnevu merno ti tudi bos hodiš, ker se tudi vsi umaknejo pred žgočim soncem, zvečer je pa hitro rekel Andrej, zdaj pa papuče pospraviti, pa čevljo but. Res, meni je bilo, tisti večer mi je bil, ne vem, jaz si ga bom zapomnil za cel life, sploh, ker sta bili moji punci zraven in smo se imeli tok lepo. Mislim, tudi pol, ko smo šli mi stran od tistega ognja, ko smo šli v čisto temo, v naš šotor. Dobro, imeli ste največji apartma. Ja, res je. 3 smo bili, In res, ko pogledaš gor brez svetlobne nesnage, ne, ko pogledaš v res črno nebo in so samo zvezde in nič drugega, je bilo tako, res je bilo prekrasno. No. Tak Rollsov strop je bil. Ja, res. Ja. Krat 10, nima Rolls 100 ključk. Ne, pa tudi nima take širine. Ne. Ja. Seba se odločil, da bo kar v kesonu spal. Ja. Jaz sem zadolžil Raptorja, podpisal sem, da bom odgovarjal za njega in sem rekel, da ga bom čuval. Imel sem pa pomično streho, ne? Ja, električen rolo, tako da jaz sem lahko zvezde gledal, pol je pa kar precej vlage nastalja, tako da sem ga mogel tudi malo priprt. Jaz sem toliko trdno spal, jaz sem celo noč samo delal, sem v šusu, ne? Res sem spal, sem toliko trdno in mi je bilo, čist mi je bilo dobro. Pol nisi slišal lisičke, ki je okoli tabora? Ne. Pa se je kdo slišal? Jaz sem slišal. Nisem. To si sanjal. Ne, nisem sanjal, presežem. Kaj pa je rekla? Noč ni rekla. Sam slišiš sapco. A daj nehi. Ja, no, brez heca. Stari, jaz imam rahu spanc, ker sem po šotoru pa itak. Meni je bilo noro. Rahu spanc sem jaz, ker sem slišal tebe, kako si drnjohu pa... Ja, ti rahel spanc, ti si bil najglasnejši. Zato je tudi ni škorpion k te prišel. Ja, seveda, ker smo imeli naravnega odgonjalca, mrčesa. Ampak tudi jutro je bilo čarobno, ne? Ja.
pač jaz ne vem, ali me je kdo zbudil, ali sem se sam zbudil, ampak sem že kar vedel, da je dan od zunaj. No? Ko sem podprl šotor, pa una jutranja meglica, mrzlo je bilo pa še zmeraj. Zelo je bilo vlažen. Vlažen, kako se spremeni puščava čez noč. Pač iz sipkega peska se zjutraj zbudiš praktično v zabetoniran pesek. Malo tiste zabetoniran je tako, kot bi bil zariban, kot bi fugeral. Prvih 5 centri je zelo trd pesek. Malo te spomne na morje, na obalo, peščeno obalo, ki jo... Spod pa suh pesek. In ta kombinacija, to je tudi Andrej rekel, jutra so najbolj navarna za avto prevrniti. Ja. Zgornja plast mokrega... Ne smeš takoj rin za avto. Zgornja plast mokrega peska, od spod suho, gume se zabašajo. Gume se ne spucajo tako. Drugače pesek je tudi čistilc. Veste, kakšne lepe, kakšno našajno podvozje smo mi iz Live pripeljali. Jaz sem gume gledal. To je naravni peeling. Na eni sliki se lepo vidi, pa v bistvu ki greš čez sipino, ki se peleš, pa ki ta pesek leti posod, in ki priješ na čistino, ki se peleš, pesek kar teče ven iz avta. Teče, voda. Ka voda gre ven. Ampak, ki je sonce posel, se pa puščava v hipu. Mislim, pa se pa res, toliko se hitro spet posuši in pesek pa je spet sipek. Tako da, tudi jutro je bilo krasno, sončni vzhod, tako smo začeli fotkati, uro še bil v akciji, takoj, valjda nov zamudu. Pa se pa še ostali zbudijo, pa malo zadeši po kavici, pa se vsi prebujajo, pa zobe si umivamo iz tistih pol-litrskih flašk, veš. Kar se tega tiče, smo bili robinzonski, se pravi, WC je bil tam za sipino. Vsak imel svojega. Tako da... Pa lulat sem šel s takim razgledom, nikoli nisem še s takim razgledom lulov in tudi jaz mislim, da tukaj ene pozitivne energije sem spustil takrat v pesek, da tam bo sigurno datel oaza zrasla. Ampak vse te stvari imajo svoj čar, in to odneseš s sabo in zaradi tega toliko ostane nekih lepih spominov, tako pač, ne vem. Jaz sem najprej malo tako pomislil, ne vem, pač, če lahko pelem punci na to, pa jima rečem, WC je tam, za sipino, pa ne vem, pa spali bosta na 8 stopinjah, pa tako ne. Ampak na koncu, jaz vama ne znam povedati, koliko sta bili navdušeni, mislim, se sta videla, no. Res, taka izkušnja, da noro. Zato moraš tu, kjer ima možnost, dajte enkrat v življenju probati, pa tudi, če gre, ne govorimo zdaj o avtomobilih, tudi če greste lahko nekam v puščavo, ampak res ta pravo puščavo. Zdaj ne govorimo tam nekaj 3 minute iz rezorta. Soft variante tega itak že ponuja Dubaj, v smislu, da te pele v puščavo, pa tudi prespiš lahko v enih takih kempih, ki so že narejeni, taki provizorični šotori, kjer lahko normalno spiš, pa neki skupni WC in tako naprej. Enako sem jaz doživel v Jordaniji. Ki te pelejo v Vadi Rum, ki je pa spet čisto drugačna puščava, ampak spet prekrasna in tudi tam lahko spiš v teh kempih. Imaš pa tudi 5-zvezdične kempe v Vadi Rum in tako naprej. Ampak ima svoj čarno, res, to je nekaj posebnega. Ampak to, kar smo se mišli, to je pa next level. To je next level, pa res, da si sabo prepeleš bazni tabor, tam vse postaviš, namestiš. To je zanimivo, ko si glih omenil bazni tabor. Kako poteka priprava oziroma vsa ekspedicija. Pridaš, si zbereš bazni tabor, zložiš vso robo. Ja, to smo naredili, ven, pustiš in greš. Sam to lahko narediš, če imaš Andreja, ker zna priti nazaj do tabora. To je A si predstavljaš, da bi mi vrgali robo ven? Pa stari, mi ne bi unga tabora nikoli več najdeli. Mi smo pa vso robo zložili na kup, smo rekli, ok, zdaj pa gremo naprej v puščavo skozi. Sem rekel, Andrej, daj dropen pin ali neki, tako, dajmo, sej že vem. Za bazni tabor ukrade, za bazni tabor je vedno drugače, pa tudi je Andrej dropno pine za kakšne lokacije, pa to zato, da je navigacija lažja. Sej drugače, tam, ko smo bili, tam je dost, tudi v puščavi je dost teh vojaških baz, tako da ni to toliko prazna spet puščava, tako da so te repetitorji signala, so tudi posod, tako da tudi signal ujameš. Posod. Mislim, posod ne, ker je ipak 650,000 kvadratnih kilometrov. Točno takrat, ko smo ga rabili, ga ni bilo. So pa nahajališča plina, nafte in to so pač
ni toliko prazna, kot ljudje mislijo, da so. No. Da je, ampak vseeno ujameš, kdaj je kakšen signal in je bilo lihto, je nanesel, da smo bili seveda dolg časa brez signala in jaz prvič, ko sem dobil signal, dobim sporočilo, hej, kaj pa ta trade? Ja. Jaz ko gledam, sem rekel, kakšen trade človek, jaz sem kar signal ujel, pa tako friend mi odgovori tako, Donke v Lakers, Davis pa v Mavericks. Zdaj ti gledaš svoj signal, gor piše, ne, in zdaj itak ti nič ne dela, da bi verjel tem govoricam, ne. In stari, nepredstavljivo, kako Dončić v Lakers, ne moreš verjeti, stari, sred puščave zveš za največji trade v zgodovini NBA. Vi pa te vaši parketarji. Mislim, Luka prosti, ampak meni tam na robu 300-metrskega dropa je bilo čisto vse, ti igraš naprej v Lakersih ali pa v Dallasu. Ko smo polne hlače. Ker je bilo tako, kako je bil tako nezemeljski prizor, kad ti reče Andrej, zdaj čez ta rob. Čakaj, prijemo do tja. Zdaj smo spakirali tabor, spili smo kavo, spakirali smo spet stvari in smo rekli, gremo se spet voziti, valjda, ne? Gremo se naprej učiti in smo res, drugi dan je bil tako. Smo kar lepo vozili. Smo že pa kar lepo vozili, no. Tako smo si že kar malo upali, tudi kakšne take orang naklone, ki so kar scary, ne? Ampak smo že imeli malo vseb tega, ne upiri se gravitaciji. Ker takrat, ko začutiš, da te gravitacija dol vleče, stari ne rin gor. Ne rin gor, ker boš na boku končal. Ne? Ampak sej, pravzaprav smo pozabili, ne? Sej, večer prej nas je noč ujela. Ne? Lih zaradi tega, ker se je toliko stvari napletel, ne? In če te noč ujame v puščavi, pa spet čist druga izkušnja. Ne? Ja, ker veš kako je, če nas je bilo v karavani 5 avtov, ne 4, kot si rekel, ampak 5 nas je bilo, ne? Še rašitne. A veš, vsakmu se nekaj zgodi. Tudi če imaš ti nekoga, ki ti pove, tako pa tako, se veš, 5. avto ima že toliko sipek pa razrit pesek, da pa ustane. Ne? In počasno smo se premikali do tabora, ampak hotel sem reči, da drugi dan smo že kar malo znali, ne? Smo si že kar malo upali, ampak smo imeli še zmeraj Andreja nad sabo, ki nam je rekel to, to ne. In pa smo pa prišli do zaključka, ki je bil pa, mislim, ti si bil pa puščavski Kitzbühel, ne? Dobesedno. Ali pa prvi del Kitzbühel, pa pol še malo Vengna zraven. Ja. Ker je, tako kot smo prej rekli, to so sipine, ogromne sipine, pa je po vsake toliko časa so pa ta slana izsušena jezera. Ki so v bistvu suhe doline. Ki grejo pa do nule dol, ne? Ja. A veš, sej voda je bila na nuli dol, ne? In pa so pa te dropi nenormalno dolgi, nenormalno strmi in pač Andrej nas je pripeljal, kad tako vidiš samo nebo in rekel, zapeljte s prvo gumo čez in se sam mal prekucante, ne. In mi, ko smo se prekucali, ko smo dal pogledali, stari, ti si je bilo koliko, 300 metrov? 300 metrov plus. 300 metrov. Mislim, to je bila trikrat večja sipina, ko sem jo jaz prevozil v Namibiji, ne. Tam je bila 100 metrska, bom rekel, strma podobno, ampak bolj kompakten pesek. Ne? Ampak noben fotoaparat, noben objektiv, noben telefon ne pokaže tega, kako to zgleda. Ne? In to je tako, to si predstavljate, to je tak nezemeljski občutek, ti rečeš, čakaj, kam zdaj avto kle dol, na uno ploščad dol, ki je tam nekje dol. A veš, jaz bi upal, če bi vedel, ok, to trava, skale, kamni, a veš, da te nekaj ustavlja, ne? Ampak če veš, koliko je sipek pesek, da že ti stojiš, pa ti drsi dol, ne? Se pravi, tebe pa zdaj, ne vem, skoraj 2 toni avto, zdaj pa gremo dol, ne? Po sipkem pesku. Koliko je visoka kristalna palača kle v BTC-ju? 90? Ja, ne vem, nek tazga. Tu so 3 povišene kristalne palače. Podlaga pa kaputer. Podlaga pa res. Pa se na videu se vidi, tudi ko smo se dole zapeljali, kako se plas. Ja, sej to je. No, Andrej nam je dal navodila, je rekel, fantje, reduktor, prva prestava in puste, da avto naredi svoje, ne? Pa da te plas nos dol. Jaz vam bom pa govoril, če je treba kaj z volanom delati, ampak se veš, kako je, ne? Na koncu samo itak te puščavate dol pele, ne? In ti se res prekucneš se in pol slišaš, jaz sem šipe odprl in ti slišaš plaste pele dol. Bobnenje. In to, pa da noste mislili, ne? Pri 5 na uro
ne? Ker plas ima svojo pot, ti imaš pa eno smer začrtano. Ne? Ja. Ker imaš tudi strukture peska, ki so malo bolj valovite, malo manj valovite in dejansko, ko smo se s Cirilom dol spuščali, midva sva pa 5 na uro ali oziroma manj. Po moje manj, poprečna hitrost pešca je mogel volan v desno pa v levo dodati, ker ne da bože pa tam bremzo pritisniti. No, nikoli, ever, never. Fora je, da te ne sme dobiti na boka. Ne? Ja. Avto ti ne sme toliko uideti, da te dobi na bok, pa greš pa res samo centrifuga. Ne? Pol greš v centrifugo in nočeš vedeti, kakšen dol prideš, če sploh prideš. Poln peska. In dejansko, kukor se sliši, prvi reduktor, to ni nobena hitrost, ni nobena hitrost. Ampak plaz doda svoje. Ne? Ja, zdaj si predstavljate, jaz bom spet potegnil eno iz hribu. V naših Alpah se ne zgodi, mislim, je kar pogost pojav, ki se mu reče kloža. Ne? Kloža je del snežnega pobočja, ki se utrga, pa ne rata plas, ampak ti na tej kloži drsiš po snegu navzdol, kot ena plošča. No, podobno je kle v puščavi. In Andrej je rekel, tu boste zelo pozorni, ko vas bo začelo nositi, se pravi, ti greš res v prvi reduktor, ampak v določenem momentu, ko bi začela rit nositi avtomobila, ker bi ta plas v eno smer zavil izven tvoje smeri, moraš pa ti volan dodati, pa gas pohoditi, nikakor pa ne bremzati. Ker v bistvu največji trik je to, da se ne moreš ustaviti. Ja. Tam se ne da ustaviti. In moraš v bistvu na pobočju avto zravnati v smeri vpadnice, ne glede na to, kaj se zgodi. Drop je bil pa res, fantje, mi si tudi damo lahko avtomobilski pa dobranci naslov, ne? Ker vaš občutek res, da je... Sploh ne vem, kje je bolj fascinantno zgledal, zgoraj ali od spodaj. Ja, res je. Ja. Po moje, meni je bilo dobro, a ti si šel prvi dol. Ja. Dobro zgleda, če si gor na vrh, pa ker nekdo pride dol, ker vidiš, koliko je majhen avto. Ja. Ja, ker obratno je pa tudi, veš, ker pogledaš gor, pa vidiš hrib, pa gor se in tako majhni avto. Ko smo prišli gor, sej vidiš uno slano jezero, ampak nimaš občutka, koliko je nekdo od spodaj velik. Ne, pa tudi... In šele, ko je prvi avto dol prišel, sem šele videl, koliko je majhen uno avto. Pa saj 2/3 te sipine je bolj strme, kot 40%, mislim 40 stopinj, ne? Ja. A veš, tu ni malo... Kar hrib, ne? To je... Goren. Tako da, bravo. A smo dali tej sipini, smo dali ime prvenstvene smeri naše dropa? Nismo še. Moramo malo razmisliti. To mora biti Ciril zraven. Ne, to mora biti Ciril zraven, da ne bo pol užaljen. Ponovadi ti rečeš eno tako, pa mi sam rečemo ja. Tako da če zdaj nimaš v glavi... Ne, zdaj nimam v glavi, je pa to pomembna stvar. Ja. No, tako bo naslov podcasta. Ja. Približno tako se je pol tudi zaključil naš dan, s tem vrhuncem, s tem dropom. Polni vtisov smo šli ven iz puščave, valjda spet napumpati gume nazaj. Dobro, mesto se še zgubili. Ja, dobro, no, ampak lej, pustimo to. Ja, to je pa ko si daš v navigacijo, pač točke, do katerih moraš priti, ampak puščava je res nepredvidljiva, ne? Pa še neki, ne? In ti fališ iz smeri, bom rekel, ne vem, par stopinj in prideš v območje, kjer... Daj nehimo zdaj strašiti folk, zdaj jim govorimo, koliko je lepo, koliko smo se imeli fajn, ti jih pa strašiš. Pa se ni za strašiti, to je samo spoštovanje. Ja, vse smo že rekli, to smo že 100-krat rekli. No. Je pa fajn, tu si pa bom zdaj vzel mandat, da povem, ne. Jaz sem bil, v trenutku, ko smo, bom rekel, malo zavili smeri, ampak to je bilo res vse pod kontrolo, da noste mislili, da je bilo že to nekaj drama. Sam da razložim, malo smo se vmes razcepali, ker je sebe šel iskati svoje avto in mi smo pa ostali z Rašidom, smo šli po drugi poti do tabora. Ne? In pol, tudi domačin se lahko zgubi, ne? Ne, brez signala, sej on je v bistvu brez signala ostal. Nismo bili daleč stran, ampak smo samo po drugi poti šli do tabora in ta pot je bila malo težja kot una pot, ne? No, v bistvu praktično ne mogoče iti nekam, pa po isti poti nazaj, zato ker itak ampak zadnjič sem jaz, ne vem kaj, temna luka na Facebooku mi je pripeljala enega influencerja, ki je v nekem salonu skakal okrog enega avtomobila, 1000 konjskega, kitajskega,
električarja z več kot 3 tone mase, ki je razlagal, tu je pa avto za overlanding. Ja. Sem si rekel, jaz sem tako pomislil v tistem trenutku na ta avto. Z Rašedom se spogledava, pa je rekel, moj Bronco je na hlapih, ampak tako, res na hlapih. No, ja. Kašljati Res, ja. bo začel, ne? Ker, čakaj, tam avto je res pod naporom. Ne? Se pravi, vsaka sipina zahteva od avta Vsak maksimum. Newton-meter plus kojne, poprečna poraba. Mi so se veliko pogovarjali. S tem, da res nažigaš ga vedno v prvi ali pa v drugi skozi. Ker drugače ne gre, ne. Sam na obrate in Ker drugače nažgiš. ne Na gre. obrate vsak Newton-meter pa vsak kilovat mora Mene je to prijetno presenetilo, v bistvu, ker, a veš, ful je malo doziranja prevožnje v puščavi. a ne? Ono. Se pravi, ti na polno vsipino ali pa ugasen Pa gasa. ta ne? prav čas vzeti. Ne, Ja. Ker tudi, če ti ostaneš, če pa goneš, boš pa takoj na trebuhu. Tako. Idi lopata ali Tako. pa štrik pa kopel. Tako da Ne, poraba je bila kar. Ja. Kaj pravite, koliko je Bronco Raptor pil od Rašeda? To ni live podcast, Jure, tako da Ne bojo ti mogli zdaj. Ne bojo ti Ne, mogli ampak povedati. Meni se je fajn zdelo, da vas vprašam. V glavnem, mislim, da je med 70 in 80 litrov tank. Ne? Za take sipine en tak tank narediš švoh 100 km. Zato je tudi, naprimer, zdaj bom objavil v Motorreviji hitri krog z dakarskim dirkalnikom. Toyota Hilux, dakarska specialka, ima prostornino posode za gorivo 540 litrov z namenom. Ja, itak. Ja, seveda. No, ampak potlej mene pošle Rašid z telefonom svojim telefonom na vrh sipine. Na vrh sipine, ujameva signal, pošle v Andreju Pridi nas našo rešit. lokacijo in pa pride Pridi s kantico. Andrejev model Wrangler, Ker greš v sipin, mislim, ker greš v puščavo, moraš vzeti drva, hrano, pa vodo benzin. pa ne. bencin. Pa bencin, ne. Ne, ampak tako je, tak epski prizor je bil. Mi smo že Andreja slišali, ko se pele in on gre nasprot nam z benzinom. In tako si predstavljate, jaz sem si živo predstavljal, tako bi izgledalo na Omaha Beach. Taka sipina, rob in pol on pripele s prvim kolesom, tako kot je sipino zajahu in tako vrže pesek, se rekel, evo ga. Zdaj je pa prišel vnuk slavnega avtomobilskega generala, ki je pregnal temo. No, in da skratim pričico, energetska oskrba, 25-litrska kanta, mi lahko govorimo še o takih močeh polnjenja, ne more v 10 minutah napojiti Broncota s toliko energije, kot je tista kanta. Pa jaz sem šel tako računati, mislim, da Rašidu je takrat čez roke teklo 23 MW moči, če primerjamo, koliko energije je shranjeno v taki kanti. Ja. Noro. Se pravi, če podviješ, zliješ, 10 minut stojiš. Ne, 10 minut, ja. To je bilo to, kar se tiče puščave, pa smo šli ven na pumpal gume, šli ven iz puščave. Veš, kaj mi je bilo zanimivo, hotel sem še to povedati. Abu Dhabi je itak, kot mesto Abu Dhabi je itak noro, kar se tiče vseh presežkov, koliko je to zrihtan, čisto. Ampak jaz še nisem bil izven Abu Dhabija. In ne vem, ko smo se pelali čez vse te vasi, ko prehajaš do puščave, A policijska. stari te vasi, pa so navadne vasi, ki živi, ne vem, mogoče par ljudi tam, ampak vse je tako zrihtano, ne moreš verjeti. Urejen, zelene površine sred puščave, palme, bencinske zrihtane. Policijska postaja je večja od našega parlamenta. V Livi. V Livi, Livi. fucking Livi, je policijska postaja, ki se blešči, pač zgleda, kot najhujša stavba kjerkoli. No. Ja. Res, tako zrihtano, vse urejen. Seveda, oni pač še zmeraj ležijo na nafti. Ne vem, ostali Emirati niti niso toliko v bistvu premožni, kot Abu Dhabi. Ne? Abu Dhabi imajo nek sistem, da si pomagajo med sabo. Ja. Abu Dhabi je bogat z nafto, plinom, kot sem razumel. Ne vem, Dubaj je investiral v prave zadeve. Ja. Ostali pa niti niso spet toliko premožni. Ne? Tako da, ampak kot ena skupnost se pa zelo dobro držijo. No? Pot nazaj in domov. Ne? Ja.
Tako Moram da reči, da je je bilo zelo skoncentrirana zadeva. Ne? V bistvu na poti smo bili pravzaprav 4 dni, ajde 5 Ja, dni. ja. Ne? V 4 dneh smo spali enkrat v hotelu, ne? Ja. 2-krat na letalu, enkrat v puščavi. Ampak bilo je pa vredno vsakega kilometra. Ja. Zdaj pa sam še treba pač to povedati, da marsikdo mogoče si je zaželel, da bi doživel kaj podobnega kot mi. To ni nek standardni del Andrejeve ponudbe, ampak je pa res, da Andrej ima službo, ampak kakšne zadeve se pa tudi loti na ta način, kot je nam organiziral to pot in mi ga pač priporočamo, ampak folk imejte v mislih, da to ne pričakujte, da bo to prišel mail, to pa toliko stane in črta. To so res individualne zadeve in tudi on pričakuje glede želj in težko je povedati eno ceno, ker tle morate vedeti, da je toliko enih faktorjev, ne vem, koliko časa bi ti tam ostal, kjero puščavo bi rad šel, ne vem, s kakšnim avtom, kaj želiš od izkušnje. To je res individualna zadeva in Andrej verjamem, da bo z veseljem komu pomagal. Ali pa tudi vodo, ne? Ali pa vodo, ali pa za neko skupino to organiziral, ampak ne pričakujte, da je to turboturizem, to je res taka, individualna na ključ zadeva tako. Andrej bo vse zrihtal, ampak tako, kot je treba. A lahko še enkrat stop pritisnem, pa še nekaj preberem? Izvoli. Podcast je lih tako tvoj, kot moj stari. Tako da ja, zdaj mešamo žanre. Ne vem, če je v podcastu to dovoljeno mešati žanre. Izli svojo dušo. Jaz sem res veliko razmišljal v puščavi in sem se po noč zbudil in sem se par vrstic zapisal, ker se mi zdi, da je pač to mora človek narediti za forever. Smo redi. Ta ekspedicija je bila res nekaj zelo posebenega, tako kot so posebne sipine Live. V mikrofon. Puščava je tep, Andrej, res neverjetno izpila občutek za gibanje avtomobila in jaz osebno sem res vesel, da smo v noge, roke, glavo zapisali ene te občutke pa nove kilometre izkušenj, ki ti jih lahko da sam puščava. Ne vem, se boste strinjala, ampak jaz sem piko naredil za tem stavkom. To je bila ena najbolj pristno izkrivih poti bencinskih bratov in dokaz, da vse najlepše avtomobilske zgodbe še vedno niso napisane. Res je. Absolutno. Se strinjam. Pa hvala slovenska ekipa, res hvala, da je Dubaj tako slovenski. Ne? Bolj slovenski, kot si utegnete misliti. Hvala tudi tebi, Tom, za tisti super zajtrk. Res, pa še enkrat hvala Urošu. Ja. Res nam je nudil tako podporo. Marsikaj se bo dal še videti. Pa hvala Fordu še enkrat. Pa hvala vam, bratje. Ja. Tudi vi ste mi dali en tak support, da sem lahko pač tudi puncama to pokazal, kar sem. Ne? Normalno. In, vse smo familija. Ja. Tako da super se je išla kava sred Ljubljane, se je uresničila in smo jo pretvorili v en lep izlet, tako da jaz moram reči, da Andrej mi je to, ko smo se poslavljali, rekel, da verjame oziroma da je prepričan, da nismo bili zadnjič tam, pa moram reči, da si najprej misliš, zakaj bi šel še enkrat tja, pa jaz mislim, da smo zdaj kar na tej strani, da se bomo verjetno tja še vrnili. Konec koncev so me že kontaktirali eni ljudje, ki bi šli tja tudi v naši družbi, tako da jaz mislim, Andrej, tako kot si ti želel, pa tako kot smo ti mi rekli, verjetno nismo bili zadnjič tam. Hvala za eno lepo izkušnjo, nekaj novega in super je, da po 20-30 letih upravljanja take službe doživiš nekaj popolnoma novega, nekaj, kar te sezuje
in imaš potrditev, da, kot je Jure rekel, so na svetu stvari, ki jih moramo odkriti. Tako. Pa veš, kaj je tudi noro spoznanje, ne? Da dobra stara mehanika zobnike še sklepa, kot prijatelji roke. Pa da v empty quarterju AI nikoli ne bo znal CP odpeljati tako, kot Rešid ali pa Andrej. Ne, AI se bo upiral, ne bo se upiral gravitaciji. ne bo se uprel. Ne, on se bo. On se bo. On se bo. Bo se bo Vsi upiral pametni se pa ne gravitaciji. bojo in se AI bo nasmejo. šel na streho. Ja, Bo šel na streho tam. Ej, nimamo kaj več za dodati, to je to. Folk, hvala. Jaz bom pustil v opisu podcasta bom pustil linke do Andreja. Če ga želite kontaktirati, lahko tudi nam pišete, pa vas povežemo, tako da best, to je to. A ja, pa puščava ostane od tebe, ker jaz še, ko sem domov na Dolenjsko prišel, ko sem si ta četrtič zobel zvečer umil, sem še pesek plul. Škripal, veš kje, tlele sem jih, v kotičkih ušesa, drugo pa ne bom povedal, kje še. Ne, pa imaš jo v očeh, imaš na 2 dni imaš pesek v očeh. Ne moreš ga pol od tega, da ga je bilo v kovčku pa in kopija. Drugač pa, če vam je predrago za kamen pucati pri zobarju, prideš v livo, tako narediš, pa če veter piha, ti kar dobro speska. Ajde, folk, čau. 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 Živa. To je to. A smo? Yes. Bravo. A ta še snema? Še. Zakaj skozi crkne, kad Ciril snema, nam pa ne?